Iz današnje epizode zagovornik načela enakosti Miha Lobnik o rednem letnem poročilu za leto 2024. Največ prijav diskriminacije je bilo tudi lansko leto z področja zaposlovanja in dela ter na področju dostopa do dobrin in storitev. Svetovalec zagovornika Aljoša Gadžijev o diskriminaciji. Diskriminacija je neupravičeno neenako obravnavanje zaradi osebne okoliščine na področju družbenega življenja, ki ima za posledico poseg v določeno pravico ali pa pravni interes ali ugodnost. Podcast zagovornika načela enakosti. Dober dan, dobrodošli in dobrodošli v tretji epizodi podcasta zagovornika načela enakosti. V novi rubriki Aktualno pri zagovorniku bomo danes na kratko predstavili najaktualnejše dogajanje na osrednjem državnem organu za varstvo pred diskriminacijo. V rubriki ABC varstva pred diskriminacijo pa bomo govorili o zakonski definiciji diskriminacije, ki jo uporablja zagovornik. Podcast ureja Mitja Blažič s sodelavkami in sodelavci. Aktualno pri zagovorniku. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik v teh dneh predstavlja redno letno poročilo za leto 2024 Državnemu zboru, Državnemu svetu, vladi oziroma ministricam in ministrom. Zagovornik takole povzema osnovne podatke za lansko leto. Lansko leto smo pri zagovorniku načela enakosti prejeli čez 330 prijav domnevne diskriminacije oziroma prošenj za svetovanje v zvezi z primeri, na katere so naleteli posamezniki. Od tega smo uvedli in zaključili 39 postopkov ugotavljanja in diskriminacijo potrdili v 4 primerih. Potem pa smo obravnavali tudi 6 predpisov in od njih 2 ocenili za diskriminatorna. Skupno smo svetovali čez 550 ljudem. Zagovornik je tako lani opravil približno 2250 ur svetovanja prebivalkam in prebivalcem Slovenije. In na katerih področjih je bilo prijav domnevne diskriminacije največ? Največ prijav diskriminacije je bilo tudi lansko leto z področja zaposlovanja in dela ter na področju dostopa do dobrin in storitev. Naprimer, imeli smo primere neodprtja bančnih računov državljanom drugih držav, kjer so po našem posredovanju posameznici naprimer zagotovili dostop do storitev banke. Potem smo imeli primere, ki se tičejo ljudi z invalidnostmi, naprimer slabo označeni informativna sporočila na preveliki višini, kjer smo posredovali, pa tudi primere brezdomnih oseb na invalidskem vozičku, ki pravzaprav za katere ni obstajal načrt krizne namestitve in je Ministrstvo za solidarno prihodnost potem upoštevalo priporočilo zagovornika in spremenilo zakon o socialnem varstvu tako, da je možna takojšnja krizna namestitev tudi v domovih za starejše, torej za brezdomce, ki so na invalidskem vozičku in takšno namestitev potrebujejo. Na področjih zaposlovanja in dela je bilo torej leta 2024 največ prijav. Gre recimo za vprašanje že iskanja zaposlitev, ali prihaja do diskriminacije v zaposlitvenih postopkih. Tukaj se tiče bodisi postavljanja nedovoljenih vprašanj v zvezi z načrtovanjem družine. To je še posebej problem za ženske kandidatke, ker se to neprestano pravzaprav ponavlja. Redke se odločijo za postopke, zato smo pa z eno od njih, ki je to doživela, lansko leto tudi vložili tožbo na civilnem sodišču. Namreč v postopku so spraševali, če bo načrtovala, če ima družino in tako naprej, kar je prepovedano za zakonom, zato ker potem ne moramo izključiti, da to ni imelo vloge pri dodelitvi zaposlitve. Zdaj,
V zvezi s tem smo imeli res največ posameznih primerov glede nagrade za poslovno uspešnost oziroma božičnico, ker so delavci prejemali nižje nagrade, če so bili odsotni zaradi bolezni ali pa zaradi nege bolanega otroka oziroma zaradi porodniškega ali pa starševskega dopusta. In lansko leto je ta primer dosegel eno pomembno epilog na Vrhovnem sodišču, ki je zavzelo stališče, ki ga naša inštitucija zastopala že več kot 5 let, namreč da je takšno izključevanje ali pa nižanje skupne poslovne uspešnosti diskriminacija. Drugače imamo na tem preko razširjeno z vprašanjem družinskega življenja, starševstva, smo imeli tudi primer 3 zdravnic, ki zaradi porodniških odsotnosti niso bile ocenjene, ker so bile pomemben del leta na porodniškem dopustu. In ta neocena je pa vplivala na njihovo napredovanje, tako da se je v javnem sektorju do sedaj dogajalo, da ženske zaradi starševstva pravzaprav so počasneje napredovale kot moški, čeprav bi jih delodajalci lahko tudi za tisto obdobje nekaj mesecev v letu, ko so bile prisotne, ocenili in jim s tem omogočili, da bi se pač ta 3-letni cikel izpolnil in bi napredovale. Zdaj z plačno reformo so to tudi na naš poziv odpravili. V lanskih prijavah diskriminacije so ljudje največkrat zatrjevali diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin, invalidnosti, zdravstvenega stanja, narodnosti in barve kože, spola, starosti in državljanstva. Vendar zagovornik dodaja: po primerih, ki so k nam prišli, ne moremo in ne smemo sklepati o tem, kakšno je stanje v družbi. Ker so takšne osebne okoliščine, ki jih ljudje veliko težje izpostavijo pri pač svojem, kadar so diskriminirani, zato ker so večji osebni tabu in so bolj nevidne, ampak to pa ne pomeni, da diskriminacija na tem področju ne obstaja, samo težje jo izmerimo. Tako da velja na splošno, da se pojavljajo vse osebne okoliščine in da se mi lahko anonimno, tudi če tako ljudje želijo, ukvarjamo z svetovanjem, z informativnim v bistvu pogovorom z vsakim. Ni potrebno, da že takoj odda prijavo in je pod to podpisan, ker s tem pravzaprav smo ugotovili, da pride veliko ljudi, ki se potem odloči, da ne bo tvegalo drugih posledic stigmatizacije, ampak mi potem vseeno vemo za te primere in lahko pač kaj sistemskega naredimo, naprimer pripravimo priporočila ali pa pol tudi neke take strateške litigacije izberemo. Zagovornik je lani izdal tudi precej priporočil. Lansko leto 108 priporočil, večino na nastajajočo ali pa že obstoječo zakonodajo in večino na osebno okoliščino invalidnosti. To je povezano s tem, da smo mi lansko leto v poseben fokus vzeli vprašanje enakih pravic ljudi z invalidnostmi, da smo se posebej ukvarjali tudi v preteklih letih z vprašanjem prostorske nedostopnosti slovenskega javnega prostora, ker smo v raziskavi ugotovili preko 2500 korespondentov javnih institucij, da jih četrtina še vedno nima recimo gibalno prilagojenih dostopov, da so tehnične ovire ali pa kaj podobnega, in da bo letošnje leto, ko bo potekel 15-letni rok za prilagoditev javnega prostora, da javni prostor ne bo dostopen za ljudi z invalidnostjo in bodo tako avtomatsko po različnih krajih, kjer ne morejo dostopati do javnih institucij in prostorov, že ljudje z invalidnostjo množično pravzaprav diskriminirani. V zvezi z invalidnostjo smo se ukvarjali tudi z vprašanjem volilne zakonodaje, ki je bila razširjena, pa tudi z vprašanjem nedoslednega implementiranja mednarodne konvencije, tudi terminologije, ki bi bila dovolj širša in vključujoča, pa tudi vprašanje deinstitucionalizacije. Toliko na kratko o rednem letnem poročilu Osrednjega državnega organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2024. Če vas opravljeno delo zagovornika posebej zanima, vas vabimo k branju poročila, ki je dostopno na spletni strani zagovornika www.zagovornik.si v zavihku Izdelki zagovornika. ABC varstva pred diskriminacijo.
Diskriminacija, razumljena širše družbeno, ni le posamezna kršitev pravic, temveč družbeni pojav, ki kaže na neravnovesje moči, neenake možnosti in zakoreninjene predsodke in stereotipe v družbi. Zagovornik načela enakosti pa se pri ugotavljanju, ali je neko dejanje diskriminacija oziroma ali je nek predpis diskriminatoren, naslanja na ožjo pravno definicijo diskriminacije, kot jo prinaša Zakon o varstvu pred diskriminacijo. To je krovni zakon, ki pri nas ureja varstvo pred diskriminacijo. Zakonska definicija diskriminacije je zapletena. Ne bomo vam je brali, pač pa je za vsakdanjo rabo dovolj, da vemo, da o diskriminaciji govorimo takrat, ko smo slabše obravnavani na osnovi naše osebne okoliščine in smo zato prikrajšani za kakšno pravico ali ugodnost. Ko nas torej nekdo slabše obravnava, zato ker smo, kar smo, na primer verni, osebe z invalidnostjo, ženske, temnopolti, priseljenci, LGBT osebe, starši, starejši in tako naprej. Diskriminacija je pri nas prepovedana. Aljoša Gadžijev dela na pravnem oddelku zagovornika načela enakosti. Nanj boste najbrž naleteli, če nas boste poklicali na telefonsko številko za brezplačno svetovanje 080 81 80. Vprašali smo ga, katere elemente mora neka neenaka obravnava vsebovati, da lahko rečemo, da gre za diskriminacijo po zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Ja, se pravi, te nujni elementi diskriminacije oziroma ravnanja, da ga lahko opredelimo kot diskriminacijo, so osebna okoliščina, oblika diskriminacije, potem določena področja, ki mora biti področja družbenega življenja, potem je v bistvu poseg v pravico, pravni interes, ugodnost, potem je tudi določena vzročna zveza, se pravi, treba je ugotoviti, ali je osebna okoliščina res tisti razlog neke neenake obravnave, in potem je tudi še vprašanje izjem od prepovedi diskriminacije. Tako da dejansko dokažemo, da je neko dejanje bilo slabša obravnava na osnovi osebne okoliščine, kar bi bila neka preprosta definicija diskriminacije, je potrebno vložiti kar nekaj napora. In če gremo po vrsti, kaj so osebne okoliščine, smo poslušali že v preteklem podcastu, ampak vseeno velja ponoviti, kaj so osebne okoliščine in katere so tiste, na osnovi katerih ljudi ne smemo slabše obravnavati. Ja, osebne okoliščine so pač neke določene lastnosti, stanja ali pa statusi posameznikov, ki so lahko prirojeni ali so pa pridobljeni. Zdaj, če so pridobljeni, je za njih značilno, da jih je težko spreminjati in da so v bistvu pomemben sestavni del identitete posameznika. Zdaj, pri nas zakon prav konkretno našteva tudi osebne okoliščine, ki jih zato imenujemo kot po zakonu varovane osebne okoliščine, na podlagi katerih oziroma zaradi katerih so ravnanja kot neupravičena lahko prepoznana kot diskriminacija. In to so spol, pa narodnost, rasa, etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolna identiteta in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazba ali pa katerakoli druga osebna okoliščina, ki nekako tistemu prejšnjemu predstavljanju, kaj ta osebna okoliščina je, zadostuje. In v tem primerih je zagovornik že večkrat pripoznal, pa tudi sicer v recimo sodnih postopkih, državljanstvo, zdravstveno stanje, lahko je tudi starševstvo, očetovstvo, materinstvo, to je recimo že tudi po zakonu o delovnih razmerjih, ki te stvari določene osebne okoliščine tudi posebej še izpostavil, in jih je treba v tem smislu upoštevati. Sicer pa recimo tudi kraj bivanja, predvsem te, še že tako jih je kar veliko naštetih, nekaj jih posebej pač zakon izpostavlja in te so varovane, druge pa tudi na podlagi definicije prepoznavamo kot druge osebne okoliščine. Ker je varstvo pred diskriminacijo v Sloveniji urejeno
recimo transverzalno po vsej zakonodaji, številni zakoni varujejo pred diskriminacijo, so nekatere osebne okoliščine v nekaterih zakonih posebej izpostavljene. A ne? Ja. In te mi damo v ta paket druge osebne okoliščine. Ne? Že ustava tudi pušča tako odprto. Tako, ja, res je. Ja. Po drugi strani pa se preverja lahko osebna okoliščina, kakšna nova tudi lahko nastane. A ne? Ja, ravno na podlagi pač teh določb, kaj to osebna okoliščina je, ki so bile prej omenjene, a ne? Recimo neke pridobljene, ki pa jih je težko spreminjati, doskrat so lahko tudi to posebne okoliščine, kjer iz 2, 3 nastane v bistvu ena, ne? Tako da to je tudi neka možnost. Zdaj, zelo zanimivo je, da poklic, naprimer, ne štejemo kot osebne okoliščine tako na splošno, ker bistveno, kaj je za neko značilnost, da je lahko osebna okoliščina ali pa da to ni, malo po filozofsko se izrazil, osebna okoliščina lahko rečemo neizbirni način biti. Ti v bistvu ne moreš izbirati te svoje lastnosti od danes na jutri, tudi če je recimo pridobljena, je ravno zato težko spremenljiva. Ne vem, danes si nosečna, moraš jutri ne biti, odločila se je za splav, ampak to so težke stvari, ali pa danes si bolan, zdaj pa jutri ne bom, pač traja nekaj časa, da ozdraviš. Tako da že iz tega vidika se lahko razume, da je osebna okoliščina nekaj drugega kot neka prosta izbira. In recimo poklic načeloma velja kot neka izbira. Se pravi, lahko daš tudi jutri odpoved. Seveda za sabo to potegne celotno pač tvojo situacijo, ampak to so te razlike, zakaj pa ne neka osebna okoliščina. So pa recimo poklici, ki so zelo vezani na neko konkretno izobrazbo, in to recimo je zdravnik. Tako da lahko takrat pa že tudi poklic razumemo, ker je vezan na izobrazbo. Ali pa recimo duhovnik. Ali pa duhovnik, ja. Tako da v nekaterih primerih bi lahko zagovornik upošteval tudi poklic kot osebno okoliščino. Skratka, tehtate sproti, ko ugotavljate diskriminacijo. Vsekakor pa neka naključna značilnost ni osebna okoliščina. Mora biti globoko povezana z posameznikovo osebnostjo. Tako je, ja. Nekaj ga zaznamuje oziroma pač je pač del njega, ne njegova lastnost. Da je neko dejanje, neka slabša obravnava, diskriminacija, mora ustrezati tudi eni izmed definiranih oblik diskriminacije po zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Lahko samo na počez našteješ te oblike diskriminacije, ker bomo v eni prihodnjih epizod vsako tudi bolj podrobno razložili. Ja, pač kot taki 2 bi rekli, kot osnovni obliki diskriminacije sta tudi najbolj prepoznavni in tudi najbolj predstavljeni, recimo, če pogledamo zagovornikova poročila in veliko primerov, sta neposredna in posredna diskriminacija. Na hitro neposredna pač pomeni, če imamo 2 osebi, ena ima eno osebno okoliščino, druga te nima, pa je prva v primerjavi z drugo slabše obravnavana, konkretno v nekih pač ravnanjih, bomo rekli, da je neposredno diskriminirana. Imamo pa posredno diskriminacijo, kar pa pomeni, da lahko z obema osebama ravnamo enako, ampak zaradi določene osebne okoliščine, ki ena oseba ima, jo ta osebna okoliščina postavlja v nek slabši položaj, za česar potem se pač težje znajde v tisti situaciji in bi bilo potrebno njo okrepiti, da bi dejansko prišli do neke enakosti. To je pa v ozadju posredne diskriminacije. Velikokrat recimo pomislimo na primer oseb z invalidnostmi, pa rabijo neke določene prilagoditve, na delovnem mestu, da lahko govorimo, da so pač deležni enakih pravic. Je pa še tudi veliko drugih primerov. Sicer pa imamo tudi še druge oblike diskriminacije, kot je recimo nadlegovanje ali pa konkretno spolno nadlegovanje tudi, pa navodila za diskriminacijo, pozivanje k diskriminaciji, po domače tukaj se tudi nek sovražni govor lahko skriva, viktimizacija tudi, kar pomeni, da se opozori na diskriminacijo, pa se zaradi tega lahko dobi neke pač slabše obravnave ali pa nekdo dobi neko ukrep samo zaradi tega. V bistvu bi lahko temu rekel tudi maščevanje. Ali pa da se zaradi maščevanja potem takšna dejanja dogaja. So pa tudi hujše oblike diskriminacije, to je recimo, če se diskriminacija dogaja
na ta način, da je oseba zaradi več osebnih okoliščin diskriminirana kot večkratna diskriminacija, lahko je množična, kar pomeni, da je več oseb hkrati neenako obravnavan, neupravičeno zaradi osebnih okoliščin, lahko je dolgotrajna oziroma ta ponavljajoča se, ima lahko težko popravljive posledice. To je recimo še posebej za kakšnih slabotnih oseb, za otrok, do njih moramo biti še posebej pozorni, ker so deležni posebnega varstva države in skupnosti. Lahko je pa tudi recimo neko podajanje rasističnih, verskih, narodnostno in spolno razlikovalnih pozivov, tudi oblika hujše diskriminacije. Se pravi, bi rekli, tisti hujši sovražni govor, ki pa ne nazadnje meji že na samo kaznivo dejanje. Na katerih področjih je diskriminacija, torej slabše obravnavanje zaradi osebne okoliščine, pri nas prepovedana? Ja, pač ključno je, da gre za področja družbenega življenja. Se pravi, tukaj ne gre za neke zasebne odnose, zveze in tako, ampak vedno ljudje nastopajo drug do drugega v bistvu v nekih družbenih funkcijah. In zdaj to nasplošno je lahko tudi, gospodarsko, kulturno področje, civilno področje. Sicer pa imamo v zakonu naštetih nekaj takih področij, taksativno, se pravi nekako prav tako po alinejcah, bolj natančno. No in 3 so prav posebej vezani na vprašanje zaposlovanja in dela, konkretno pač nekih postopkov zaposlovanja, ko je nekdo v takšni proceduri recimo ali pa pač na delovnem mestu in v zvezi s tem in njihovimi pravicami delavcev, ali pa recimo, ko gre za neko karierno orientacijo, se pravi neko izobraževanje znotraj delovnega mesta, kaj vse lahko to omogoči. Skratka, to so taki položaji. Družbeni drugo recimo je potem tudi, kar se tiče delavcev pa delodajalcev, ki imajo pač svoja združenja, kot so sindikati in tako naprej, tudi v teh področjih se lahko zadeva dogaja, pa je pač diskriminacija lahko tudi tam ugotavljena, skratka, tudi to so družbena področja. Sicer pa na področju sociale oziroma socialnega zdravstvenega varstva, to je recimo eno takšnih, ali pa izobraževanja, vzgoje, pa dobrine in storitve, se pravi trg dobrin in storitev pomeni po domače povsod, ker se dogaja neka prodaja in trgovanje, tudi recimo ko gre za stanovanja. Naprimer, nekdo daje v najem svoje stanovanje, misli sicer se je moje, bom že dal komurkoli, ampak ker to ni neko podajanje prijateljem, da pač pri njem živijo, kakorkoli se je on to odločil, to je pač neka zasebna stvar, ampak da to nekako da na trg, dejansko sklepa tudi najemne pogodbe z najemniki stanovanj, to je družbeno področje, zato ni vseeno, komu se stanovanje ponudi, komu ne. Mora biti nediskriminatorno, se pravi, vsem pod enakimi pogoji. Če povzamem, torej, glede na to, da imamo področje izobraževanja, zaposlovanja dela, sociale, zdravstva in trga storitev na vseh področjih družbenega življenja, tako rekoč. Tako, ja, na vseh. Dobro. Da je neko slabše obravnavanje diskriminacija, mora priti do posega v neko, bi rekli, zavarovano dobrino. Lahko element posega, zdaj pojasniš. Ja, se pravi, lahko prihaja tudi do neenakega obravnavanja, kjer pa recimo nekega določenega posega ni. Bom po domače povedal, v šoli imate telovadbo, pa so fantje posebej, dekleta posebej in zdaj grejo pač eni pa drugi na neko igrišče, in rečejo, fantje ne grejo za dekleti, dekleta bojo šla prva in tako naprej, in se bo kdo pritožil, bo rekel, kaj zdaj je to diskriminacija po spolu, zakaj bojo šle pa one prej, mi pa kasneje, ampak eni in drugi so prišli na to igrišče, eni in drugi so potem igrali. Se pravi, neke osnovne pravice do gibanja in izobraževanja ali pa recimo nekih ugodnosti, da bojo prav takrat na tistem igrišču lahko igrali določene igre, nikomur ni bilo nič od tega odvzeto. Se pravi, ni bilo nekega posega v pravico ali v neko svoboščino ali lahko v neko ugodnost. Tudi o pravnih interesih govorimo takrat, ko je poseg v to,
je izpolnjen element možne diskriminacije. Če ga ni, pa ta element ni izpolnjen. Zato sem povedal pač ta primer, da vemo, da ni vsako neenako obravnavanje diskriminacija, posebej ne, recimo, če ni nekega posega. Ne. Zato moramo vedno mi, ko ugotavljamo možno diskriminacijo in potem na koncu ugotovimo lahko ali pa ne dejansko, zasledovati vprašanje, ali obstaja tak poseg. Priti mora do nekega prikrajšanja. Prikrajšanje mora biti za neki, da rečemo, da je neko slabše, drugačno obravnavanje res po definiciji diskriminacija. Zdaj pa, ni vsako slabše obravnavanje tudi diskriminacija. Recimo, če imajo osebe z invalidnostmi širši parkirni prostor kot osebe, ki nimajo invalidnosti, osebe brez invalidnosti niso prikrajšane za širši. Ta logika je tudi v ozadju. Ja, to je pa zdaj v bistvu, včasih se čutijo nekateri, zdaj pa druga skupina privilegirana, drugače obravnavana, evidentno drugače obravnavana z nekimi ugodnostmi. Ampak, kot smo že prej enkrat omenili, obstaja posredna diskriminacija, kar pomeni, da je lahko določena skupina oseb z določeno osebno okoliščino v sicer enakih pogojih, v enakih merilih slabše obravnavana v tem smislu, da je v slabšem položaju. In to, da mu položaj takšni osebi izenačimo, dejansko pomeni, da ga moramo malo posebej obravnavati, kot da mu dajemo neko določeno prednost, neke spodbude, ampak to samo po sebi še ne pomeni diskriminacija, ravno nasprotno. Mi na ta način tisto posredno diskriminacijo, ki smo jo prej omenili, recimo osebam z invalidnostmi, preprečujemo. Se pravi, takšno ravnanje je upravičeno. V takih primerih bi lahko govorili o nekih razumnih primernih prilagoditvah, ki so trajne, v kakšnih primerih so pa lahko določenim osebam za določen čas, nekim skupinam pač omogočene neke dejavnosti, ki ukrepi neki prednosti, naprimer določen čas ženskam za samostojne podjetnice, so dobivale neke subvencije, zato ker se je hotel spodbuditi na tak način neko samozaposlovanje tudi žensk, ker je bilo več moških pač kot samostojnih podjetnikov. In to je bil pa za nek določen čas nek ukrep, to pa rečemo po zakonu poseben ukrep. Skratka, eno ali drugo je nek način ravnanja, ki razlikuje, ampak upravičeno. Ravno zaradi tega v takih primerih, ker pomeni način preprečevanja posredne diskriminacije. Večinoma lahko sicer govorimo tudi o izjemah. Izjeme, kar pomeni neenako obravnavanje, ki je lahko upravičeno, ker pomeni izjema od prepovedi neposredne ali pa posredne diskriminacije. Torej, do zdaj smo obdelali 5 elementov, ki jih mora neko dejanje izpolnjevati, da mu lahko rečemo diskriminacija. Torej, da nastane na osnovi osebne okoliščine, da sodi v eno izmed definiranih oblik diskriminacije, da se dogaja na enem področju družbenega življenja, ki je v zakonu definirano, da gre za nek poseg v pravico, potem pa vi položaj oseb, ki doživljajo slabše obravnavanje, tudi primerjate. In govorite o primerljivih položajih, ko analizirate neko dejanje, ali je diskriminacija ali ne. Ja, res je. Tega recimo kot posebnega elementa možne diskriminacije niti na začetku nisem omenil, je pa v bistvu tudi zelo pomembno, ker obstaja v pravu nek izrek, da samo primerljivi, a ne položaji so tisti, kjer se lahko dogaja neenaka obravnava, kjer se lahko proučuje, ali je ta upravičena ali ni upravičena, v neprimerljivih pa pač ne. In neenako obravnavanje v neprimerljivih položajih že samo po sebi je lahko upravičeno in nekako tudi logično. V enih položajih se tako obravnava, v drugih položajih drugače, pač položaju primerno. Ampak v nekem konkretnem primerljivem položaju pa naj bi na splošno bila obravnava enaka, oziroma če ni, je lahko zaradi izjeme, kot smo tudi prej omenili, upravičena.
Zdaj, to pomeni, da moramo mi dve skupini oseb ali pa dve osebi, iz teh dveh skupin, primerjati med seboj, glede na to, ena ima, ena pa nima osebne okoliščine, opazujemo in proučujemo dejanje, ravnanje z tema dvema osebama, ki je pač evidentno različno. Ugotavljamo, ali je res ta osebna okoliščina ene osebe razlog, to je zelo pomembno, tukaj je ta še vzročna zveza, ki jo ravno tako moramo ugotavljati. Bistven pa je, da morata ti dve osebi biti v neki primerljivi situaciji, in v nekem splošno primerljivem položaju. Naprimer, če gledamo državnozborske volitve, do katerih so upravičeni samo državljani, nedržavljani pa ne. To ima nek smisel, to ima neko logiko za sabo in to se seveda da tudi na ta način pojasniti. Nedržavljani so pač v drugačnem položaju, kot so pa državljani, zaradi tega, ker pač državljanstvo za sabo prinaša in določene pravice in dolžnosti v razmerju država, posameznik oziroma skupine, ki pa je povsem drugačno, kot pa je odnos države do nedržavljanov. Čeprav se nekje drugje, na nekem drugem področju, lahko primerjamo pa tudi državljane in nedržavljane, kjer mora biti pa ravnanje z njimi enako. Naprimer, dostopnost do denarne socialne pomoči, tam je pogoj, da imaš stalno prebivališče, ni nujno, da si državljan ali pa nedržavljan. Če bi tukaj prišlo do razlikovanja med državljani in nedržavljani, bi bilo to v osnovi lahko diskriminatorno. Oziroma bi bilo treba to upravičiti kot neko izjemo. Načeloma je ni. Tako da tukaj recimo taka primerjava med temi primerljivimi pa neprimerljivimi položaji. Ko ugotavljate diskriminatornost ravnanj, ugotavljate tudi vzročno zvezo. Med čim? Ja, ključna vzročna zveza je med osebno okoliščino in tem ravnanjem. Se pravi, ali je neka neenaka obravnava neke osebe napram drugi osebi v primerljivem položaju, neenaka zaradi te osebne okoliščine ali pa morda za česa drugega. Ker če nekdo ugotovi, da ima pač pri sebi neko osebno okoliščino in to poveže z nekim ravnanjem, mora tukaj pač ta vzročna zveza biti, bom rekel, nekako izkazana in prepričljiva. Naprimer, nekomu se dogaja neka krivica na delovnem mestu, pa je naprimer bosanske narodnosti. In razmišlja o tem, ne ve točno, zakaj se mu dogaja, kar se mu dogaja. Lahko se dogaja nek mobbing, za katerega recimo sploh ni nujno, da obstaja neka osebna okoliščina v ozadju, ampak on razmišlja, imam pač to osebno okoliščino, dogaja se me ta krivica, ne ravnajo z menoj enako, morda pa je to zato. Zgolj neka domneva, nič pa ne izkazanega, nihče proti njemu v zvezi s tem njegovo osebno okoliščino, da je pač bosanske narodnosti, nič ne reče, naprimer. In v takem primeru, bomo rekli, je v bistvu neizkazana ta vzročna zveza med to osebno okoliščino in tistim ravnanjem. Lahko se potem tudi tekom postopka, eno je, da že sama oseba ne more tega dobro izkazati, drugo je, da vseeno lahko, čeprav se v tem primeru, bom rekel, to dokazno breme ne prevali še na domnevnega kršitelja, vseeno lahko sprašujemo o razlogu in lahko nam pove razlog. Lahko nam pove, da so tukaj bili neki drugi razlogi, neke zamere, da so neki delavci, pa lahko celo delodajalec z njim ravnali slabo, da pa to ni imelo nobene veze z njegovo recimo narodnostjo bosansko. Vse so nenazadnje med temi osebami, ki so nad njim zganjali mobbing, celo tudi osebe teh bosanske narodnosti in bi zato že po tej logiki nekako zadeva sploh ne zdržala. Ampak to je bilo ključno. Nekoč je neka domneva pri nekom, ker ima neko osebno okoliščino in se mu neko dogaja, ampak to ni izkazano. Seveda, če pa je, če je pa to evidentno, da se prav njemu kot osebi s takšno osebno okoliščino to dogaja, nikogar drugega ni, ki bi se mu to dogajalo za to osebno okoliščino in nenazadnje ima neke izkazane pač ta dejanja, kot recimo zapis na elektronski pošti, dobi neko sporočilo, da je ti Bosanc, kaj nam tukaj težiš in tako naprej, neke neprimerne izraze, ki pa kažejo na to, da je
vzrok lahko prav ta osebna okoliščina, potem smo v bistvu zadovoljili temu elementu. Se pravi, je osebna okoliščina, ki smo jo prej omenili, eden od elementov, ampak to ni dovolj. Mora biti potrjena kot vzrok ravnanja. Se pravi, ravnanje, dejanje, ki se je nekomu pripetilo, mora, da bi lahko bila diskriminacija, biti prav zaradi te osebne okoliščine. Včasih tudi rečemo na osnovi te osebne okoliščine. Skratka, nekomu se lahko dogaja krivica, lahko se mu dogaja trpinčenje na delovnem mestu, pa bo zagovornik rekel, to ni diskriminacija, ker ni nastala zaradi osebne okoliščine. Tako je, in to so lahko tudi nezakonita ravnanja. V tem primeru se konkretno krši zakon o delovnem razmerju, ki ščiti pred trpinčenjem, mobingom, ampak trpinčenje samo ni prepoznano kot diskriminacija, če ni zaradi neke osebne okoliščine. In take osebe bi potem vi usmerili na druge organe, tako je, zato da bi dobili ustrezno zaščito. Ja, svetovali bi da se recimo obrne na inšpektorat za delo, in tudi povedali, kakšne možnosti ima v delovnem razmerju. Tudi se pravi konkretno do delodajalca, ker je delodajalec tisti, ki je dolžan poskrbeti za varnost te osebe, da ga opozori pisno in tako naprej, delodajalec mora v določenem času na to odreagirati, če nema možnost od sodnega varstva in tako. Še zadnji element obdelamo, ta je sicer tudi najbolj kompleksen, mogoče bi lahko v zelo poenostavljeni obliki. Torej, ko preučujete, ali je neko slabše obravnavanje diskriminacija, poleg vseh naštetih elementov, ki smo jih do zdaj obdelali, ugotavljate, ali je neko ravnanje morda izjema od diskriminacije. Če je izjema, potem tisto dejanje ni bilo diskriminacija, če pa ni izjema, pa potem je. Katera dejanja so torej lahko izjema od diskriminacije, katera drugačna obravnavanja? Ja, zdaj izjeme v bistvu so to izjeme od prepovedi diskriminacije, in sicer neposredne ali pa posredne, kar pomeni, da je lahko neko neenako obravnavanje oseb zaradi neke osebne okoliščine v primerljivih položajih teh oseb z očitnim posegom v uživanje pravic ali pa določenih ugodnosti, da to ni diskriminacija, ampak da je to dejanje kot ravnanje upravičeno neenako obravnavanje, pomeni, da bi mogli zadovoljiti nekim konkretnim pogojem, da bi se kot izjema upravičila. In tukaj se mi v bistvu ravnamo po zakonskih določbah, ki pa izhajajo tudi iz izkušnje Ustavnega sodišča, ki je v teh zadevah že tudi presojalo, kdaj je lahko, še preden smo imeli svoj zakon, diskriminacija, kdaj pa ne, če bi lahko bila to izjema, se pravi, da je neenako obravnavanje upravičeno. In sicer mora imeti takšno ravnanje nek konkreten legitimen cilj. Se pravi, mora biti del tega našega vrednostnega demokratičnega sistema, pa mora biti seveda zakonit, ne sme biti v nasprotju niti ne z našo ustavo, niti zakoni in nekim tem splošnim demokratičnim moralnim redom. Se pravi, legitimen cilj, da pa se do tega cilja pride z določenimi sredstvi, pa ni vseeno, kakšna ta sredstva so. Morajo biti ustrezna, morajo biti potrebna in morajo biti sorazmerna. Zdaj to pomeni, da je ustrezno sredstvo tisto, ki je takšno, da se z njim lahko do cilja pride. Potrebno je tisto sredstvo, brez katerega do cilja sploh priti ne moremo, je tako nujno, se pravi, je prav tisto potrebno, da neko tako ravnanje, nek ukrep je lahko upravičeno zaradi tega, ker je potrebno za to, da se do legitimnega cilja pride. In to ravnanje mora biti sorazmerno v tem smislu, da ni prehudega posega v pravico, v tem primeru neenakega obravnavanja, v primerjavi s tem, kar sicer prinese dobrega, bi rekli, tudi za drugo stran. Ne sme biti ta razkorak prevelik, ne sme biti recimo tukaj nekega pretiravanja. To je to. Se pravi, da mora biti ustrezno, potrebno in sorazmerno sredstvo za doseganje legitimnega cilja. In šele, če ravnanje temu zadovolji, lahko rečemo, da je
upravičeno neenako obravnavanje, ki torej ni diskriminacija. To zadnje je bil ta test sorazmernosti, ki ga zagovornik povzema tudi po ustavnem sodišču, po praksi ustavnega sodišča. Če zdaj upoštevamo vseh teh 7 elementov diskriminacije, kakšna je čim bolj preprosta definicija diskriminacije? Kaj je diskriminacija, torej po zakonu o varstvu pred diskriminacijo? Ja, lahko vam preberem, pa vam ne bom, zaradi tega, ker se bomo že izgubili v množici teh natančnih besed, ki jih pa mi vseeno moramo upoštevati, ko obravnavamo določena ravnanja in želimo ugotoviti, ali gre za diskriminacijo ali ne, ampak tako nasplošno, torej ni vsako neenako obravnavanje diskriminacija. Diskriminacija je neupravičeno neenako obravnavanje zaradi osebne okoliščine na področju družbenega življenja, ki ima za posledico poseg v določeno pravico ali pa pravni interes ali ugodnost. Tako, nasplošno. In še, če malo dodamo, bistveno pri tem je, da so osebe, ki jih primerjamo, v primerljivem položaju. Za neko vsakodnevno rabo, ker poskušamo kompleksne, in zdaj vidimo, da so to kompleksne zakonske materije, razložiti čim bolj preprosto, ali bi definicija, da lahko posumimo na diskriminacijo vsakič, ko smo slabše obravnavani zaradi naše osebne okoliščine. Bi temu že lahko rekli, da moramo zastriči z ušesi? Mislim, da je to en bistven element. Ker kadar rečemo diskriminacija, nasplošno rečemo, jaz sem neenako oziroma slabše obravnavan, bistveno je, da dodamo zaradi osebne okoliščine. To je ključno. Zraven pa seveda vidimo še to, da mora biti tukaj nek poseg v pravico, ampak tukaj je že recimo zelo hitro človek pri sebi občuti neenakost obravnavanja ravno zaradi nekih tovrstnih posledic. Tako da najkrajša definicija bi dejansko lahko bila ta, neenako obravnavanje zaradi osebne okoliščine. In takrat pokličemo zagovornika načela enakosti, na drugi strani pravni svetovalec oziroma svetovalka in se pomenimo. Naslednjič oziroma v naslednjih epizodah bomo pa podrobneje predstavili te postopke pri zagovorniku načela enakosti, od svetovanja do postopka ugotavljanja diskriminacije in tako naprej. Aljoša Gadžijev, hvala lepa za izčrpno razlago elementov diskriminacije in uspešno delo še naprej. Hvala za pozornost. To je bila 3. epizoda podcasta Zagovornika načela enakosti. Z nami sta bila zagovornik načela enakosti Miha Lobnik in svetovalec zagovornika Aljoša Gadžijev. Podcast sem povezoval Mitja Blažič. Vabljene in vabljeni, da nas spremljate, tudi v prihodnje najdete nas na vseh platformah za pretočne vsebine. Ne pozabite nam slediti tudi na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, X, LinkedIn. Imamo tudi kanal na YouTubu. Lahko nam pišete na podcast@zagovornik-rs.si. Lepo se imejte in kmalu se spet oglasimo.